Si se včasih jezila, ker si morala vsak dan v šolo, popoldan pa si se morala učiti še doma? Po izkušnji šolanja na daljavo morda bolj ceniš pouk v šolskih klopeh in učitelje, ki ti znajo dobro in zabavno razložiti učno snov. Ali veš, da veliko otrok po svetu sploh ne hodi v šolo? Na svetu je 7 milijard ljudi. 27% je otrok. Na svetu 1 od 5 otrok, starih od 6 do 16 let, ne hodi v šolo. 617 milijonov otrok in najstnikov ne zna brati in ne obvlada osnovnih matematičnih operacij. Nepismenih je 750 milijonov odraslih, od tega je 2/3 žensk. Zakaj ne hodijo v šolo? Polovica vseh otrok, ki bi morali hoditi v osnovno šolo, pa ne, živi na vojnih območjih. Nekateri otroci ne hodijo v šolo zato, ker morajo delati, da bi preživljali sebe in svojo družino. Nekatera dekleta nehajo hoditi v šolo, ker se zelo mlade poročijo. Pa to še ni vse. 250 milijonov otrok, ki sicer imajo dostop do šole, ne pridobi kakovostne izobrazbe, ker nimajo ne dobrih učbenikov, ne dobrih učiteljev. V najslabšem primeru ostanejo nepismeni. Kakovostna izobrazba je močno orožje. Izobrazba omogoča beg iz revščine. Izobrazba zmanjšuje razlike med revnimi in bogatimi in med moškimi in ženskami. Bolj izobraženi ljudje živijo bolj kakovostno in so bolj zdravi. Prvič, potrebno je zagotoviti izobrazbo vsem otrokom sveta, od vrtca dalje. Drugič, ustvariti varno in pozitivno okolje za izobraževanje. Tretjič, deklicam zagotoviti enak dostop do šolanja kot dečkom. Četrtič, omogočiti enak dostop do šolanja zapostavljenim skupinam, med njimi invalidom in otrokom, ki živijo v težkih razmerah. Petič, dobro izobraziti dovolj učiteljev, ki bodo motivirani za dobro poučevanje. Šestič, zagotoviti več štipendij, da bo izobraževanje dostopno vsem.